in prehajamo na drugo točko, to je vprašanje in pobude. Na zastavljena vprašanja svetniške skupine SDS Matija Siterja Močnika bo odgovoril Sandi Borec, na vprašanje Duška Papeža iz svetniške skupine Liste Dušana Papeža bo odgovorila gospa Liljana Juhart-Mastikosa, na pobudo svetniške skupine LSU Sandija Uršiča pa bo odgovorila Marija Kos. Najprej ima besedo gospod Matija Siter Močnik v imenu svetniške skupine SDS. Izvolite. Hvala lepo za besedo, lep pozdrav v mojem imenu. Naše tokratno svetniško vprašanje se glasi: pred nekaj tedni je bila na občinsko upravo oziroma občino naslovljena pobuda za dokončno ureditev ceste Kričevo-Kranjski Rak med hišno številko 21 in 22. Glede na navedbe, da ne bi vsako večje deževje cesto poškodovalo do te mere, da praktično ni več prevozna. Zanima nas, ali občina razpolaga s podatki o uporabnikih te ceste, predvsem ali jo uporabljajo tudi turisti, kateri so namenjeni na Veliko planino. Koliko občina vsako leto nameni vzdrževanju omenjene ceste oziroma omenjenega odseka, ter koliko bi stalo asfaltiranje odsekov, koliko bi stala ureditev z namestitvijo protiprašne zaščite. Hvala. Hvala. Besedo ima gospod Sandi Borec, se opravičujem. Izvoli. Občinska uprava ne vodi nikakršnih podatkov o uporabnikih javnih poti Kričevo-Kranjski Rak, saj javno cesto lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji določeni z zakonom in drugimi predpisi. Turisti naj ne bi uporabljali omenjene ceste, saj smo v preteklem letu posredovali dopis podjetjem, ki skrbijo za informacijske sisteme v splošni uporabi pri usmerjanju prometne oziroma tako imenovane navigacije. Občina je za vzdrževanje celotne makadamske javne poti v letu 2022 namenila 10.975 evrov, v letu 2021 11.736 in v letu 2022 14.712 evrov. V letu 2019 so bila zagotovljena sredstva v odloku proračuna občine Kamnik za asfaltiranje strme klančine med hišnjima številkama Krivčevo 21 in 22. Kjer pa se s predlogom občinske uprave oba lastnika objekta in predsednik krajevne skupnosti Črne niso strinjali z samo izvedbo, z obrazložitvijo, da bo posledično na omenjenem javni poti bil povečan promet, so bila izvedena tista najnujnejša dela. In sicer strojni skop zasutih jarkov, vgradnje montažne kanalete in pa gromozene makadamske ceste. V gospodarstvu so se v preteklih letih zvišale cene izdelkov in materialov, zato bi bila investicijska dela na predmetnem območju precej višja kot v letu 2019. Končno cenjena vrednost tega odseka dela ceste bo znana po pripravi projektne dokumentacije in po popisa dela za izvedbo. Hvala. Hvala. Želite dodatno obrazložitev? Izvolite. Hvala lepa za odgovor. Zdaj, če prav razumem, z tega odgovora so bile neke ocene investicije narejene že v letu 2019. Zdaj, mogoče kakšna je bila takrat ocenjena vrednost ureditve oziroma asfaltiranja te ceste? Hvala. Hvala. Izvolite, gospod Borc. Zdaj, ocenjena vrednost same investicije je bila takrat okrog 30.000 evrov. No? Šlo se je v bistvu, da reševal se je samo tisti del odseka strme klančine. Ne? Tako, kot sem že v odgovoru povedal, da pač mi smo se sestali z lastnikoma in pa s predsednikom krajevne skupnosti, ampak se, kot sem povedal, z našim predlogom niso strinjali. To smo res tisto naredili najnujnejše delo v bistvu in pa nove propuste čez cesto. Ne? In pa poglobili jarke, obcestne jarke. Ne? To, kar smo lahko naredili. Ne? Ostali del je še pa pol se pa urejala cesta v spodnjem delu, ki se je tudi poasfaltirala. Ne? Hvala. Hvala. Besedo ima gospod Duško Papež. Izvolite. Hvala za besedo in lep pozdrav tudi v mojem imenu. In sicer moje vprašanje se pa glasi glede mamuta. Ob letošnjem občinskem prazniku so se zvrstila številna odprtja pomembnih pridobitev v občini Kamnik, ki so vredne vse pohvale. Posebno sem se razveselil odkritja bronaste skulpture mamuta v naravni velikosti v novem mamutovem parku. Kalup za skulpturo je ustvaril že pokojni kamniški kipar Miha Kač.
Žal se slovesnega odprtja nisem mogel udeležiti, ker je istočasno potekal 27. gorski tek k Svetemu Primožu. Že leta 2013 smo bili člani fundacije Mamut, v kateri smo postavili postavitev kipa, podpirali tako moralno kot finančno. Občina Kamnik je zdaj v celoti financirala postavitev, zato bodo zbrana sredstva fundacije namensko uporabljena za nadaljno promocijo mamuta. Opažam veliko zanimanje za ogled od najmlajših do starejših. Pohvalno je, da je ogled namenjen tudi gibalno oviranim in slabovidnim. Obiskovalcem je potrebno ponuditi spominke, za najmlajše je izšel strip Urmal, Mamutov prijatelj, avtorja Jožeta Urbanije in ilustratorja Miheja Hančiča. Knjižica Franceta Blantiča je pripravila odlično literarno transverzalo z naslovom Po mamutovih stopinjah od Kamnika do Nevelj. Pot sta zasnovali magister Breda Podbrežnik Vukomir in Milena Glušič, ki je napisala vodnik in pripravo gradiva po sledeh neveljskega mamuta. Vodnik in zloženko s QR kodami povezano do audio posnetkov besedil o mamutu avtorja Daniela Bleska. Veliko je že narejenega. Potrebno bo še promocija in izvedba tega na spletnih straneh akterjev, ni promocije, so članki z dogodki. Nujno bo še zagotovitev osvetlitev, ozelenitev in varnost. Potrebno je zaščititi kip mamuta, kajti kip ni plezalo, niti igralo, temveč je spomenik. Zanima me, kako in kakšen način občina Kamnik in Zavod za šport in turizem promovira kip mamuta, vključno s prodajo in trženjem vseh akterjev in dejavnosti, ki so bili izdelani ob tem dogodku. Hvala. Hvala. Odgovor so pripravili na oddelku za družbene dejavnosti, kot tudi na Zavodu za turizem in šport. Prebrala pa ga bo gospa Liljana Juhart-Mastikosa. Izvolite. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Konec lanskega leta je začela občina Kamnik urejati park med glavno avtobusno postajo in Kamniško Bistrico, v katerem ima po novem osrednje mesto Mamut. Gre za skulpturo v naravni velikosti, ki jo je leta 2008 izdelal kamniški kipar Miha Kač in meri dobre 4 metre v višino in 6 metrov v dolžino. Izdelava bronastega odlitka, ki tehta dobre 2,5 tone, je bila zaupana livarni umetnin Romana Kamška na gori pri Komendi. Skulptura Mamuta temelji na okostju, ki so ga leta 1938 našli v bližnjih Nevljah in velja za eno najbolje ohranjenih mamutovih okostij v našem delu Evrope. Kamniški umetnik Miha Kač je okostje, ki ga hrani Prirodoslovni muzej v Ljubljani, preučil in pripravil kalup naravni velikosti. Se pravi, gre torej za izjemno arheološko dediščino, ki jo občina Kamnik poskuša približati prebivalcem in drugim obiskovalcem, tudi turistom, ki prihajajo v Kamnik z avtobusom in z ostalim prevoznim sredstvom. Z ureditvijo parka ob avtobusni postaji in njegovi bližnji okolici, ki bo vključevala tudi vtise mamutovih stopal in raznoliko urbano opremo, povezujemo različne elemente urbanega okolja. Prostor že sedaj omogoča počitek in izvedbo manjših prireditev, prilagojenje gibalno oviranim, informacije na infotabli tudi slabovidnim osebam. Del sredstev za ureditev parka je občina Kamnik pridobila preko razpisa LAS Srce Slovenije in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. LAS Srce Slovenije sodeluje tudi kot partner v projektu in bo poskrbel za popularizacijo novega parka med lokalnimi prebivalci. Prav tako je občina Kamnik želela v postavitvi skulpture Mamuta obuditi spomine ter zgodbe. Iz tega razloga smo se odločili za nastanek stripa z naslovom Urmal, Mamutov prijatelj. Kot je bilo že v vprašanju povedano, besedilo je napisal dr. Jože Urbanija, stripa je narisal Miha Kančič. Oba avtorja sta Kamničana, a s svojim delom znana širom po Sloveniji. Z vsemi obeležujemo spomin na pomembno odkritje skoraj v celoti ohranjenega okostja in predvsem postavitev spomenika, ki je skorajda zgodovinski dogodek. Prav ta dogodek je spodbudil nastanek stripa, ki je nastal na podlagi knjige dr. Jožeta Urbanije že leta 2019, napisal je zgodbo Urmal, Mamutov prijatelj in ki je namenjena otrokom
med 9 in 12 letom. Kombinacija vedrih podob Mihe Kančiča in dobre napete zgodbe iz časov, ko so po kamniški okolici lomastili mamuti, je izjemna in dela strip tako vsebinsko kot oblikovno vrhunskega. V samem nadaljevanju projekta urejamo tudi osvetlitev in sicer strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine smo že pridobili zeleno luč za postavitev še dodatnih dveh kamniških svetilk, ki bosta dopolnili že obstoječo svetilko na ploščadi pred Kankolesom. V nadaljevanju si želimo v primeru ureditve nove promenade povezave med Usnjarsko in Majstrovo postaviti še 3 dodatne kamniške svetilke. Prav tako je potrjen strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine tudi predlog minimalne ograje na robu ploščadi, predvsem zaradi preprečitve, da bi kdo spregledal rob ob fotografiranju skulpture ali ob teku po zgornjem delu ploščadi. Nadaljujemo tudi z ureditvijo manjšega obeležja pri najdišču Mametovega okostja. Ugotovili smo, da je celotno območje tudi cesta v zasebni lasti. Vse postopke vezane za ureditev omenjene zadeve že urejamo z oddelkom za prostor občine Kamnik. Dokončanje projekta za ureditev obeležja v Nevljah je odvisno od pravice graditi za postavitev kakršnekoli ureditve, ki je v zasebni lasti. Verjamemo, da bomo zadevo prostorsko uspešno ažurno reševali, kar bo pripomoglo k postavitvi še ene od informacijskih tabel, na kateri želimo v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije prikazati podatke o točnih mikrolokacijah o lokaliteti izkopavanj. Postavitev kipa mamuta in ureditev parka predstavlja zelo pomembno pridobitev tudi za turistično ponudbo destinacije. Zavod za turizem in šport Kamnik je ta potencial prepoznal, zato so v svojo ponudbo spominkov vezanih na mamuta še dopolnili. Vse partnerje, ki so že v preteklosti ponujali na TIC točki spominke s to tematiko, so pozvali, naj zagotovijo še dodatne količine in dopolnijo ponudbe. S ponudbo spominkov je zavod na eni od stojnic obogatil tudi že samo otvoritev in odkritje skulpture mamuta 25. marca 2023. Zavod je dopolnil ponudbo spominkov tudi s tiskom enega motiva lastnih majic in bombažnih vrečk. Ker prodaja majic že pred visoko turistično sezono presega pričakovanja zavoda, v 3 tednih se je prodalo 60 majic, bo v ponudbo dodal tudi dodatne motive. S prodajo spominkov na dogodkih, ki bodo vsebinsko povezane s tematiko mamuta, bo ZTŠ sodeloval tudi preko stolnične prodaje v prihodnje. Novo pridobitev parkskega mamuta zavod redno vključuje v promocijo destinacije preko različnih kanalov. V bližini lokacije, kjer je bilo najdeno okostje mamuta, leži tudi Vodičkarjeva domačija, s katero zavod tudi sodeluje. Lastnica omenjene domačije, poleg prodaje izdelkov iz ekološke kmetije, omogoča tudi ogled stare kmečke hiše in ogled okolice. Hkrati pa obiskovalce tudi seznanja z bogato zgodovino tega področja, vključno z mamutom. Tudi v prihodnje zavod želi delovati proaktivno in popolnjevati ponudbo spominkov, spodbujati implementacijo novih produktov in nuditi podporo ponudnikom za uspešno trženje le-teh. Vsi si želimo, da celostno zaključimo zgodbo o mamutu in jo tudi promoviramo, saj je mamut v bistvu blagovna znamka Kamnika. Hvala. Hvala. Želite dodatno vprašanje? Ne. Besedo ima Sandi Uršič v imenu svetniške skupine Liste Sandija Uršiča. Izvoli. Ja, hvala za besedo. Marca 2016 je v Domu kulture Kamnik potekala okrogla miza na temo Zero Waste v občini Kamnik. Okrogla miza se je izkazala kot zelo informativna in dober način, kako občanom približati koncept in odgovoriti na njihova vprašanja. Končne ugotovitve so bile, da koncept prinaša dolgoročne prihranke, da ljudi ozavešča in jih postavlja v spredje zgodbe ter lahko lokalnemu okolju prinese novo dodano vrednost. Trenutno je v mrežo vključenih 16 slovenskih občin, ki so z načrtnim delom skupaj preprečili za vsaj 18.600 ton mešanih komunalnih odpadkov in s tem prihranile 4 milijone evrov. Ekologi brez meja občinam pomagajo izboljšati in poenostaviti ravnanje s komunalnimi odpadki in viri, da bi prispevali k boljši kakovosti življenja prebivalcev, izboljšali stanje okolja in optimizirali stroške. Preprečevanje odpadkov in preudarno ravnanje z njimi pomembno prispeva k učinkoviti rabi virov, saj so odpadki vir sekundarnih surovin, hkrati pa je sistem ravnanja z odpadki pomemben gradnik sistema krožnega gospodarstva. Občine, ki se odločajo za ukrepanje na področju odpadkov, sprejmejo zavezo Zero Waste, ki vključuje prostovoljne dolgoročne cilje na področjih zmanjševanja količin nastalih odpadkov,
višanje deležev ločeno zbranih odpadkov in zmanjševanje količin mešanih ostankov odpadkov. Preko spodbujanja in vpeljevanja praks, kot so preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovna uporaba in recikliranje, oblikovanje za krožno uporabo in zapiranje snovnih zank. S tem se v lokalnih skupnostih postopno znižuje potrebe po odlaganju in sežiganju odpadkov, ter s tem povezani stroški, pa tudi izpusti toplogrednih plinov zaradi transporta in odstranjevanja odpadkov. Zero Waste zveza predstavlja dodatno motivacijo za vpeljavo in nagradnjo ukrepov na področju spodbujanja podjetniških iniciativ za zmanjševanje nastajanja odpadkov. Primeri dobrih praks, kot so trgovine brez odpadkov, sistemi brez embalažnega nakupovanja na lokalnih tržnicah in v trgovinah, popravljalnice za podaljševanje življenjske dobe izdelkom in knjižnice reči ali izposojevalnice prinašajo nova delovna mesta in dodano vrednost lokalnih skupnosti. Nacionalni mreži se lahko pridruži vsaka občina, ne glede na to, kako visoke deleže ločenega zbiranja in recikliranja trenutno dosega. Pomembno pa je, da si zavezo, ki jo sprejme občinski svet, zastavi dolgoročne merljive cilje in ukrepe ter da njihove doseganje nenehno spremlja. Primer dobre prakse. 27. januarja 2022 je bila sprejeta Zero Waste strategija občine Škofja Loka in občine Železniki za obdobje 2021-2031. Skupaj z Ekologi brez meja in Lider Slovenija so zagnali program raziskovanja zavržene hrane na ravni lokalne skupnosti, kjer so pozornost namenili tako javnim ustanovam kot gospodinstvu. V letu 2022 so se v občini Škofja Loka kot velik vir zavržene hrane izkazali vrtci, šole in dijaški dom. Javne ustanove so že sprejele logistične ukrepe in informativne delavnice akterjev glede problematike zavržene hrane. Meritev zavržene hrane bodo ponovno presojali v letošnjem letu in tudi predstavili rezultate. Svetniška skupina Lista Sandija Uršiča zato podaja pobudo, da občina Kamnik prične postopek za pridružitev mreži in izkaže interes članom Zero Waste Europe ter na ta način pridobi naziv kandidatka za Zero Waste občino, ki ponudi možnost za pripravo načrtov ukrepov in zaveže občino k izvedbi zunanje revizije ter predstavitve rezultatov. Hvala. Hvala. Odgovor sta pripravila gospa Klaudija Vidmar iz oddelka za gospodarske javne službe in varstvo okolja ter Doroteja Narad iz Zavoda za turizem in šport. Kamnik, prebrala pa ga bo gospa Marija Kos. Izvolite. Koncept Zero Waste ostaja podobno in ostale podobne pobude težijo k smotrnejšemu ravnanju z naravnimi viri, ki so nam na voljo. Če gledamo na ravni Evropske skupnosti in nadalje Evrope in nadalje Republike Slovenije, se ti koncepti že vrsto let uspešno vpeljujejo v zakonodajo, ki obravnava ravnanje z odpadki, katero je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov tudi dolžan izvajati. Temu sledi tudi nabor storitev, ki so vključene v obstoječo košarico storitev, s katero se zaenkrat dosega zelo dobre rezultate na področju ločenega zbiranja odpadkov. Sedanji sistem ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kamnik vsakemu gospodinjstvu omogoča, da na kontroliran, pregleden in primeren način odda vsak komunalni odpadek, ki ga proizvede. Po sistemu od vrat do vrat je tako vpeljan sistem ločenega zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, mešane odpadne embalaže, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ter ločeno zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže. Prišli smo do točke, ko so vsi glavni tokovi komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, ločeno zbirani in imajo zagotovljeno ustrezno končno oskrbo. V občini Kamnik so vzpostavljene mreže superekoloških otokov, na katerih je možno v posebne zabojniki podjetja Humana d.o.o. odložiti odpadna oblačila oziroma tekstil, zabojniki za zbiranje drobne električne in elektronske opreme podjetja Zeus, zabojniki za odpadna olja in gospodinjstva ter zabojniki za steklo. Koncesionar pa je ponudil tudi brezplačen sprejem odpadne folije iz kmetijske dejavnosti v zbirnem centru Suhadole.
Ob oddaji odpadne folije v zbirni center povzročitelj tudi pridobi dobropis, odvisno od količine odpadne folije, ki ga lahko uveljavlja pri nakupu nove folije. Občinska uprava občine Kamnik podpira pobude in dejavnosti civilne družbe, katerih cilj je izboljšanje sistema ravnanja z odpadki, predvsem v smislu zmanjševanja nastajanja odpadkov na samem izvoru. Dejavnosti, ki jih promovirajo to vrstne pobude, so že prisotne v lokalnem okolju. Občina Kamnik že več let podpira okoljske dejavnosti in projekte, med drugimi projekt Ekošola kot način življenja, v katerega so vključene 4 osnovne šole in vrtec Antona Medveda Kamnik, ter bo tudi v nadaljevanju sodelovala pri izvedbi konkretnih projektov. Tako občina Kamnik kot koncesionar Publikus d.o.o. preko medijev obveščata javnost o pomembnosti ločevanja odpadkov, zmanjševanju količine nastalih odpadkov in povečevanju deleža ločeno zbranih frakcij, vse na račun čim manjšega deleža ostalih odpadkov. Lokalne skupnosti in izvajalci gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki so dolžni slediti zakonodaji in cilju tako imenovane družbe brez odpadkov. Na vse zadnje pa je tudi država v osnovi najbolj poklicana, da sprejme zakonodajne okvire, ki bodo zasledovali koncept Zero Waste oziroma ga bodo vključili v sam proces načrtovanja in proizvodnje novih izdelkov, torej na začetek verige in ne na konec, ko je treba reševati posledice. Kot je bilo navedeno zgoraj, tako država kot občina s svojimi predpisi, ukrepi ter vzvodi že v veliki meri spoštujeta načela in smernice, ki jih vsebuje pobuda Zero Waste. Občina Kamnik je že leta 2015 izvedla sestanek v zvezi s produktom Zero Waste. Na sestanku so sodelovali predstavniki društva EcoCam in koncesionar Publikus d.o.o. Obrazložen je bil projekt Zero Waste, ki ga v Sloveniji vodi društvo Ekologi brez meja in aktivnosti, ki jih izvajajo člani. Predstavljene so bile aktivnosti koncesionarja in tudi aktivnosti, ki jih izvaja občinska uprava občine Kamnik. Se strani občinske uprave občine Kamnik je bilo povedano, da občina podpira in sofinancira okoljske dejavnosti in projekte, ne more pa z zelo omejenimi proračunskimi sredstvi financirati organizacije delavnic. Zaključek sestanka prisotnih je bil, da bodo sodelovali pri izvedbi konkretnih projektov, za kar pa ni potrebna formalna vključitev občine v projekt Zero Waste. V nadaljevanju imate v tabeli podane glavne masne tokove komunalnih odpadkov v občini Kamnik v letu 2022, kjer se tudi lahko vidi, da so se mešani komunalni odpadki zmanjšali. Na področju turizma pa je destinacija Kamnik na podlagi prejete ocene v okviru zelene sheme slovenskega turizma prejela znak Slovenian Green Destination Gold. Zelena zaveza slovenskega turizma mora delovati po trajnostnih načelih in si nenehno prizadevati za izboljšave. Kar pa zadeva Zero Waste, je Zavod za turizem in šport leta 2019 navezal stike z Ekologi brez meja za zmanjšanje odpadkov na vseh kamniških prireditvah. Ekologi brez meja so zavod usmerili, da na spletni strani ebm.si odda vprašalnik za prireditev kulinarični petki. Na podlagi le-tega je zavod prejel naslednjo ponudbo. Posnetek stanja in priprava načrta s predlogi ukrepov za leto 2020 vključuje oris trenutnega stanja, predlog zaveze s cilji in rangiranje ukrepov. Prav tako je vključena pomoč z materiali za komuniciranje ter prisotnost na terenu in sestankih. Drugič, evalvacija in predlogi ukrepov za leto 2021. Vključuje analizo po zaključku dogodka z identificiranimi bolj in manj šibkimi operativnimi točkami ter razširjen nabor predlogov ukrepov za naslednja leta. Točka 3. Krajše usposabljanje širše skupine vključenih, kar pomeni usposabljanje vključuje predstavitev koncepta Zero Waste, zastavljenih ciljev, ukrepov in vlog. Zavod k projektu ni pristopil, kljub temu pa si prizadeva prireditve organizirati v skladu z zelenimi načeli. Konkretno je zavod na kulinaričnih petkih v letu 2020 sam uvedel novosti za obiskovalce prireditve in sicer zabojnike z ločenim zbiranjem odpadkov, kot so mešani komunalni odpadki, biološki razgledljivi odpadki in mešana odpadna embalaža,
in zabojnike tudi ustrezno označil ter seznanil obiskovalce prireditve, kako odpadke ustrezno ločevati. Gostinske ponudnike na prireditvi je zavod spodbudil k nakupu in uporabi biorazgradljive embalaže. Lansko leto je zavod kupil večjo količino kozarcev za večkratno uporabo, ki so se uporabljali na pivskem festivalu. Na letošnjih kulinaričnih petkih pa namerava še naprej ločevati odpadke in ozaveščati obiskovalce, ravno tako pa tudi uporabljati kozarce za večkratno uporabo. Hvala. Hvala, želite dodatno? Izvoli. Ja, hvala za izčrpen odgovor. Veseli me, da v bistvu je par 100 kil manj ali še 100 kil ne zbranih odpadkov, ampak cilj naše pobude ni to, da smo seznanjeni s stanjem, kakšno je, ampak da dobimo konkreten odgovor, ali je občina Kamnik pripravljena v to smer pristopati ali ne, ali je stanje tako kot leta 2015, ne. Ker mislim, da kar se tiče ekologije, odpadkov in zaščite okolja, se ne moramo in ne smemo zgovarjati na skromna proračunska sredstva, ampak se moramo enostavno odločiti in del proračuna za to nameniti in pričeti postopati, ne. Jaz se strinjam, da se stvari ločujejo, da se trudimo, ampak mogoče imam smolo, da živim na območju, kjer je kar neki takih, ne vem, občank in občanov ali zunanjih. Potem, ko smo ekološke otoke prilagodili, odstranili določene posode, to za nekatere ne velja, ne. In primer v Stranjah je ekološki otok še vedno toliko poln, kot je bil, ampak zdaj material ni v posodah, ampak je zraven, ne. In to je problematika, katere se moramo sistemsko lotiti. In jaz mislim, da ta Zero Waste pobuda je ena zadeva v to smer, da tudi skozi to ozaveščamo naše občanke in občane, da smo občina, ki nam ni mar za okolje in da delamo nekaj v to smer. Tako da jaz upam, da bomo nekaj naredili v to smer in da bomo v proračunu za 2024, če ne prej, najdeli sredstva in šli to smer. Hvala. Hvala. Zaključujem točko vprašanja in pobude.